Še enkrat lepo pozdravljeni na žrebanju sedaj parov članskih lig in veteranskih lig Medobčinske nogometne zveze Maribor. Danes moramo žrebati prve pare prve članske lige, druge članske lige in dveh veteranskih lig. Kot zanimivost moram povedati, da v prvi članski ligi bomo tudi letos imeli uradno žogo tekmovanja, ki je Adidasova, ki je tukaj pred nami. Ekipe bodo morale z njo igrati vse uradne tekme v tekmovanju. V prvi članski ligi bo tudi letos 14 ekip. Dve izmed ekip sta si izbrali številke oziroma podale prošnjo za delegiran žreb. To je NK Peca, ki ima v spomladanskem delu na začetku težave z igriščem, z snegom, in NK Miklavž, ki se mu tekme prikrivajo, domače članske tekme prikrivajo s tekmami v drugi slovenski mladinski in kadetski ligi. Prva članska liga se bo pričela 21. avgusta in končala predvidoma 6. novembra. V prvi članski ligi sta se dva kroga igrala tudi ob sredah, to je sreda 1. september in 15. september. To pa zato, ker se na nivoju Medobčinske nogometne zveze letos ne bo izvedel pokal, članski pokal, in se ti termini sprostili. V boben bomo sedaj, oziroma je že danih 12 kroglic in lahko pričnemo z žrebom in sedaj iščemo par gostujoč, kdo bo odšel v goste k ekipi Peca. Pece na Črnu na Koroškem. Ekipa Asfalterstvo Brus Malečnik. Prvi par NK Peca in NK Asfalterstvo Brus Malečnik. Kdo bo odšel v goste v Miklavž? Drugi par domačin NK Miklavž in v goste gre ekipa nogometni klub Duplek. Drugi par nogometni klub Miklavž, NK Duplek. Sedaj iščemo domačina tretjega para. In domačin tretjega para je ekipa Jurovski Dol. Jurovski Dol je domačin. Kdo bo odšel na gostovanje v Jurovski Dol? Kot zanimivost naj povemo, da so sedaj pred to sezono v Jurovskem Dolu izvedli obsežno rekonstrukcijo igrišča in verjamem, da bodo igralni pogoji sedaj boljši za vse ekipe. Nogometna šola Roho, novinec v prvi članski ligi. Tretji par je nogometni klub Jurovski Dol NŠ Roho. Kdo je domačin četrtega para? Domačin četrtega para je ekipa Marles Hiše. Marles Hiše, Limbuš. Kdo bo odšel v goste v Limbuš k ekipi Marles Hiše? Ekipa Akumulator. Marles Hiše, Akumulator je četrti par in domačin petega para je ekipa domačin Marjeta na Dravskem polju. ŠD Marjeta na Dravskem polju bo imela prvo tekmo doma. Kdo bo odšel na gostovanje v Marjeto? Prosim za gostujočo ekipo petega para. V Marjeto Tehno Team Pesnica. Peti par Marjeta na Dravskem polju, Tehno Team Pesnica. Sedaj iščemo domačina šestega para. Domačin šestega para NK Pohorje iz Ruš. Kdo bo odšel sedaj v goste v Ruše k NK Pohorju? Nogometni klub Rače.
Šesti par je tako nogometni klub Pohorje, nogometni klub Rače. Iščemo domačina zadnjega, sedmega para, ostali sta še dve kroglici. Domačin ali v Koroška ali Dravsko polje. In Dravsko polje ŠD Starše je domačin sedmega para in ostala je samo ena kroglica, NK Radlje. In tako sedmi par ŠD Starše in tako kot kaže Maja tudi NK Radlje. Tako da pari prvega kroga v prvi članski ligi so tako določeni. Zdaj, da še jih samo enkrat ponovimo. Prvi par NK Peca, NK Malečnika, Asfalterstvo Brus. Drugi par NK Miklavž, NK Duplek. Tretji par NK Jurovski Dol, NŠ Roho. Četrti par Marles Hiše, NK Akumulator. Peti par ŠD Marjeta na Dravskem polju, NK Tehnotim Pesnica. Šesti par NK Pohorje, NK Rače. In sedmi par ŠD Starše, NK Radlje. Sedaj gremo na žrebanje druge članske lige MNZ Maribor. V letošnjem letu bo tekmovalo v drugi članski ligi samo 10 ekip. Prejšnje leto, kot zanimivost, naj povem, jih je bilo 13. Druga članska liga se bo pričela 28. avgusta in končala 23. 10. oktobra. Odigralo se bo 9 krogov. Sedaj iščemo domačina prvega para v drugi članski ligi. Domačin prvega para je nogometni klub Rošnja Loka, je domačin prvega para. Kdo bo odšel v goste v Loko? Bomo sedaj videli. Nogometni klub Slivnica. Prvi par NK Rošnja Loka, NK Slivnica. Kdo bo domačin v drugem paru? Nogometni klub MB Tabor je domačin. Kdo bo odšel na gostovanje v mariborsko mestno četrt Tabora? FC VOP Prepolje bo gost v drugem paru. Tako da drugi par NK MB Tabor, FC VOP Prepolje. Sedaj iščemo domačina v tretjem paru. Nogometni klub Kungota je domačin v tretjem paru. Kdo bo odšel v goste v Kungoto? V Kungoto gre Fram. Tretji par Kungota Fram. Sedaj iščemo domačina četrtega para. V Bobnu so še 4 kroglice. Domačin v četrtem paru bo ekipa nogometni klub Lenart. Lenart je domačin četrtega para. V goste v Lenart, kdo bo odšel? Kolikor vidim, bo to derbi sigurno kakšnih sosednjih klubov, ki so še v Bobnu. Nogometni klub Paloma. Par četrti je Lenart, NK Paloma. V Bobnu sta še 2 kroglici. Kdo bo domačin v petem paru? Biosad Jakob ali Cerkvenjak? Nogometni klub Cerkvenjak je domačin petega para. Kdo bo odšel v goste v Cerkvenjak na skoraj nov objekt, ki so ga pred kratkim, pred nekaj leti novega postavili? ŠD Biosad Jakob, ki še edini je ostal v Bobnu. Tako da ponovimo še enkrat pare v drugi članski ligi, pare prvega kroga. Nogometni klub Rošnja Loka, nogometni klub Slivnica prvi par, drugi par NK MB Tabor, FC VOP Prepolje, tretji par NK Kungota, NK Fram, četrti par NK Lenart, NK Paloma in peti par NK Cerkvenjak, ŠD Biosad Jakob.
Naj še povem samo kot zanimivost, 13 ekip je bilo lani prijavljenih v drugo člansko ligo, 3 ekipe so, zdaj kot vidite, odpadle, NŠ Roho je odšel v prvo ligo, Šentilj in Paloma sta se združila, je to ekipa manj, in Dogoše ni prijavilo članske ekipe in je zaradi tega prijavilo ekipo v veterane. In to pomeni, da je ostalo teh 10 ekip, ki smo jih sedaj žrebali. Tako da gremo na žrebanje veteranske lige MNZ Maribor. V letošnji sezoni smo imeli izredno veliko prijav v veteransko ligo, kar sem zelo vesel. Skupaj je bilo prijavljenih 19 ekip, prejšnje leto jih je bilo 13. In zaradi teh 19 ekip to nam je omogočilo, da smo naredili 2 ligi skoraj enakovredni. Zmagovalca teh 2 lig pa se bosta na to pomerila za skupno zmago v veteranski ligi in odhod drugo leto v Brdo, če bodo seveda to dopuščale epidemiološke razmere in bo Nogometna zveza izvedla tudi ta veteranski turnir zaključni. V Bobnu, tako za veteransko ligo Dravsko polje Maribor je 10 ekip, 10 kroglic je v Bobnu in tako prosim domačina prvega para. Kdo bo domačin prvega para? Tukaj so bolj ekipe iz Dravskega polja in 2 ekipi iz občine Maribor oziroma občine Ruše. Limbuš Pekre, prvi domačin. Limbuš Pekre, kdo bo odšel v goste v Limbuš? V goste v Limbuš bo odšel nogometni klub Miklavž. Prvi par Limbuš Pekre, NK Miklavž. Iščemo sedaj domačina drugega para. Veteranska liga se bo seveda začela zadnji petek v avgustu, torej 27.8. in bo trajala do 22.10. To je petek. Domačin drugega para NK Dobrovce. Nogometni klub Dobrovce je domačin drugega para. Kdo bo odšel v goste v Dobrovce v veteranski ligi? V Dobrovce bo odšel ŠD Marjeta na Dravskem polju, veteranska ekipa. To bo že kar medsosedski derbi v prvem krogu, Dobrovce ŠD Marjeta. To bo že zanimivo, se bo verjetno že iskrilo. Prosim za domačina tretjega para. ŠD Rogoza, športno društvo Rogoza je domačin tretjega para. Kdo bo odšel v goste v Rogozo? V Rogozo nogometni klub Pohorje. ŠD Rogoza, nogometni klub Pohorje je par, tretji par. Kdo bo domačin v četrtem paru? V četrtem paru NK Rošnja Loka je domačin v četrtem paru. Kdo bo odšel na gostovanje v Loko v prvem krogu veteranske lige Dravsko polje Maribor? Nogometni klub Rače, novinec v veteranski ligi, bo odšel kar na gostovanje v Loko. Domačina iščemo v petem krogu. Ali bo pizzerija Lili Slivnica ali NK Fram. Pizzerija Lili Slivnica bo domačin v petem krogu. V goste bo odšel sosednja ekipa iz sosednje vasi NK Fram. Tudi en sosedski derbi. Hvala. Sedaj gremo na žrebanje veteranske ekip prvega kroga veteranske lige Slovenska Gorice Maribor. V omenjeni ligi je 9 ekip. V prvem krogu bo in vsakem nadaljnjem bo ena ekipa prosta, ker je število neparno. Tako da sedaj iščemo ekipo v prvem krogu, ki bo prosta. Prvi krog bo prosta Paloma. NK Paloma je prvi krog prosta. Iščemo domačina drugega para.
drugega. Domačin drugega para, Športno društvo Jakobski Dol je domačin drugega para. Kdo bo odšel v goste v Jakobski Dol? V Jakobski Dol bo odšla nova ekipa Dogoše, drugi par ŠD Jakobski Dol NK Dogoše. Domačin tretjega para, kdo bo domačin, da vidimo. Nogometni klub Jerenina. Jerenina, domačin tretjega para, kdo bo odšel v goste v Jerenino? Tudi novo ustanovljeno veteransko moštvo, ki je že verjetno prej tekmovalo, samo izven MNZ Maribor, NK Lenart. Tretji par NK Jerenina, NK Lenart. Kdo bo domačin četrtega para? Nogometni klub Pobrežje je domačin četrtega para. Kdo bo odšel v goste na Pobrežje? Nogometni klub Kungota. Kungota bo odšla v goste na Pobrežje. Četrti par NK Pobrežje, NK Kungota. In sedaj iščemo domačina petega para, v bobnu sta še dve kroglici. Ali Jurovski Dol ali Rdeči vragi. Nogometni klub Rdeči vragi je domačin petega para. In v goste Rdečim vragom bo odšla ekipa Jurovskega Dola. Tako je še edina ostala v bobnu. In tako imamo določene tudi pare veteranske lige Slovenskih Goric in Maribora. To so ekipe Nogometni klub Paloma, ki je prosta. Drugi par ŠD Jakobski Dol, NK Dogoše. Tretji par NK Jerenina, NK Lenart. Četrti par NK Pobrežje, NK Kungota. In peti par NK Rdeči vragi, NK Jurovski Dol. Vsi omenjeni pari, ki so bili žrebani in tudi vsi razporedi, tako za tretjo ligo in za vse lige Medobčinske nogometne zveze Maribor, ki so bile dan žrebane, bodo najkasneje jutri na svetovnem spletu oziroma na spletni strani MNZ Maribor, kjer si bodo klubi lahko že pogledali razporede za celoten jesenski del tekmovanja. Tako je, prišli smo do konca našega žrebanja. Zahvaljujem se Maji spet za pomoč in tudi vas lepo pozdravljam in vam želim veliko tekmovalnih uspehov v novi sezoni.